2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota, 31. januar, zadnji dan roka za oddajo nelegalnega orožja brez pravnih posledic, in jaz sem na terenu z policijsko enoto, ki je prišla na en naslov, kjer je lastnik prijavil orožje, oziroma smo prišli dvigniti. Gospod inšpektor, dober dan, dajte prosim, preden gremo v akcijo, povedati mogoče so že kakšni podatki, koliko se je zbralo orožja. Ja, dober dan, ker je zadnji dan še poteka akcija, čist natančno ne vemo. Vem, da je bilo preko 250 izročitev orožja, imamo preko 160 pištol, imamo tudi avtomatske puške, bombe smo tudi prejeli, ampak statistike dokončne še nimamo, ne. Smo pa danes tudi, da... Pa predlagam, da kar opravite prevzem. Jezus, Marjan, za tebe je! Ja, kdo je? Policija! Pa če pridejo to, kaj si naročil, daj naprej jih spusti. Ja, lepo zdrav, gospod Marjan, vašo prijavo smo prejeli za predajo orožja, neprijavljenega. Ja, evo, tu je vse zloženo, na mizi, kaj imam. Tu zdaj vidim na začetku 4 protipehotne mine. Tako, protipehotne mine, 8 ročnih bomb, granat je, 3 kalašnikovke, pa 850 metkov. Pa kar neka zbirka, ne? Ja, no, mislim, zdaj nisem namenoma, to pač, ne. Je nekaj, jaz zato bi rad zdaj to predal, ne. Glede nam, razložim se, veste, ni treba razlagati, brez pravnih posledic je ta predaja, lahko pa v zapisnik napišem, če želite, odkot izhaja orožje. Ja, jaz nimam skrivnosti, imam to vse. Te pa, če začnemo pri minah. Protipehotne mine je taka zgodba, da je tu mimo Bajte bila v planu železnica, gor za Dunaj, ne. In so že naprej, ker so mislili res, da bilo tu pač minirati hoteli. Jaz pa, ko sem tlakovce delal, sem hvala Bogu to najdel. Teda sem spucal, pa si shranil, ne. To ste pol sami do tega zaključka. Sigurno ni noben nas hotel minirati, sve, to je logičen zaključek. Ok, v redu, te pa se premaknemo 8 ročnih bomb. Ja, to pa 2x4 sem najdel. Rdeči breg tu ruše, ko po gobe hojim. Se veš, da moraš malo z nogo razkopati, pa to, ne. In so bile večke zložene. Šumi not. Ja, zgleda, so, kaj te jaz vem kdo, mislim, partizani, Nemci, ne vem. Šumi, ja, pa za varnost sem pač to odstranil, ne. Malo težje sem nosil, sem spodaj dal pa na vrh gobe, ne. 12 jih je bilo originalno. Da boj tiho, no. Kak to mislite, gospa? Ja, za novo leto je 4 vrgo. Tu na nivo, vidite. Dobro, daj nehaj, no, gnjavit. Gremo dalje. 3 kalašnikovi. To pa zdaj mogoče zgodba, ki je se vam bo zdela na prvi pogled na najbolj trhnih temeljih. Samo to pa mi je pred 7 leti kolega prinesel. Kolega je od nekdaj sam z mamo živel in za njega se je pravilo, da ga je ruski vojak naredil, ko ga je mati skrivala. Mislim, da je mati, ne, pa se je pol Rus rodil, vse ni važno. In to mi je on pred 7 leti, ko je dile pospravilo, prinesel, in ker ni vedel, kaj je to. Kako ni vedel, kaj je to? No, mislim, rekel je, gled, to, kaj ne zdaj s tem naredim, zdaj to so neki deli za zaporožca, tu pusti. Pa dobro, zdaj ni tak nor, gospod, zdaj pa, če so metki, zraven bili. Ja, ne, metki je me eno od vaših zrihto. Dobro, pustimo zdaj malenkosti. Ču, Marjan, kaj pa ona velika stvar na 3 tacah, tisto neš dal? Kakih 3 tacah, kaj te vse sem dal? Pa ste res dali vse? Vse. Če pa pri vsakih poročilih vsaki dan rečeš, joj, kaki nemirni cajti so, hvala Bogu, da imam šarota gori na vikendu. Pa da nehaj lapa, ti no. Šarota? Mislite, šarca, puško, mitraljez, oni veliki? Ja ne vem, kak se reče, ja samo vem, da ko strela na vikendu, moram zraven z rokami držati, to te metke. Pa zimske slušalke imam gor, ker je tako glasno. Ja, kaj pa strela? Pa daj, kaj sprašujete, zdaj ste rekli? Ja ne, osebno me zanima, kaj strelate z mitraljezem. Pa se ni važno, kaj strela, trofi, tak ne. Je pa tak vznemiren po totem hobiju, tak da pol še meni
posveti za to te 3-4 minute, ne? Ni nekaj, samo je pa boljše kot kamen hrbet. Le zdaj jim glih nekaj fukno, idi vkuhnut, ja? Ti pa nehaj snema. Ja, pardon, ja, torej, kot vidite, tako je to potekalo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe. Digitalno zobozdravstvo VBO.